Aktualno na Radiu Evropa 05. Oddajo je omogočil evropski poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič, financira pa jo poslanska skupina Evropske ljudske stranke. Spoštovani poslušalci in poslušalke, v nadaljevanju programa se torej selimo v Evropski parlament. Naš gost pa je, kot rečeno, evropski poslanec iz Slovenije Franc Bogovič, poslanec Evropske ljudske stranke, ki doma pripada Slovenski ljudski stranki. Gospod Bogovič, dober dan, lepo pozdravljeni. Lep dober dan in lep pozdrav. Torej, pred nami je 9. maj, dan Evrope. Kako ga vi vidite zdaj, da temu tako rečem, iz bruseljske perspektive, in ali je, bom rekla, Slovenija v Evropski uniji, seveda mislim po njeni miselnosti, ali sprejema te ideje Evropske unije, oziroma ali nam še kaj manjka in kaj nam manjka? Sam se imam vedno za evropejca. Konec koncev smo že v srednjem veku spadali v ta srednjeevropski okvir. Tudi po mentalnem, kulturnem vzorcu, po pristopu do dela, mislim, da je Slovenec zelo ponosen evropejec. Po tem slabem letu sedaj v Bruslju lahko tudi sam rečem, da zelo cenim in spoštujem idejo Evropske unije, ki je nastala leta 50, je bila podpisana Schumanova deklaracija, in to je bil pravzaprav odgovor za tegobe druge svetovne vojne, kjer so veliki možje evropske politike, nemški kancler Adenauer, francoski predsednik vlade gospod Schuman, prej zunanji minister, italijanski predsednik vlade gospod De Gasperi, ugotovili, da bo v Evropi možno vzpostaviti mir, če bodo narodi med sabo sodelovali. Najprej to najlažje narediti na gospodarskem področju, zdaj je bila tudi narejena najprej gospodarska zveza, in sedaj po teh 65 letih od leta 1950 je 28 držav članic Evropske unije. Zelo verjamem v to zvezo, mislim, da edino na takšen način ima Slovenija kot 2-milijonski narod tudi z gospodarskega vidika svojo prihodnost. Manjka nam pa zagotovo še to, da je potrebno znotraj države narediti z eno besedo red, ali drugače rečeno, ko enkrat ugotoviš, kaj moraš narediti, čim prej naredi načrt, kako boš to naredil, povabi in dogovori ta načrt z vsemi deležniki, ki so potrebni, in to uresniči. In Slovencem nam to manjka. Mislim, da mi največkrat vse vemo, kaj je potrebno storiti, manjka nam pa te operativne sposobnosti, da bi stvari tudi potem izpeljali v življenje. Ne vem, nimamo energetskega koncepta, pa je bilo 2008 bilo potrebno sprejeti. Vemo, kaj je potrebno narediti, ampak se že kar 8 let pogovarjamo. Vemo, da je potrebno, ne vem, šolstvo določene spremembe narediti, približati šolstvo gospodarstvu, razvojnim ciljem, pa enostavno ne naredimo koraka in se borimo za obstoječe stanje in postajamo vedno bolj rigidna družba, ki ni sposobna sprejemati odločitev in tudi potem spremembe udejanjiti v življenje. Tako da to mislim, da tisto, kar nam najbolj manjka, in na tem področju moramo narediti korak naprej. No, čeprav ste prej že sami omenili, da Slovenec je ponosen evropejec, ampak kako se vam zdi, so Slovenci, slovenski državljani, se čutijo del Evropske unije, so pripadni Evropski uniji, ali je to za njih še vedno tam nekje zunaj? Zanimivo je bilo, ko sem bil na kongresu Evropske ljudske stranke v Dublinu in nam je sloviti Bono naredil odličen nagovor in je omenil, da se tudi sam čudi, kako ni večje pripadnosti Evropi, če vprašaš nekoga v Afriki, ne glede z katere države, jaz sem Afričan. Evropejci pa kar nekako ne želimo ali pa ne znamo prav poistovetiti te ideje, in v zadnjem času je vedno več tistih, ki poskušajo pravzaprav omalovaževati to idejo in ne vem, iskati neke alternative, ki mislim, da niso zelo realne. Tako da v tem kontekstu mislim, da smo vsi, vsak posebej dolžni to zadevo
spremljati, videti. Mi kot evropski poslanci, ki smo dnevno v tem stiku, pa smo prvi poklicani, da tudi jasno predstavljamo te ideje. In tudi mislim, da tudi danes Slovenci, če tisti, ki imamo kakšno leto več, se še spomnimo, kako je bilo včasih priti, ne vem, do Pariza, ko si rabil, ne vem, potni list, stal na 3-4 mejah, imel 4 valute v žepu, na carini, potem, ko si se obračal žepe in čakal, ali ti bodo, ne vem, najdli pol kilograme kave ali kaj podobno. Danes je to naš prostor, celoten, mladi se lahko šolajo v tujini, poslovneži potujejo, gospodarstvo dela, slovenska ekonomija živi zaradi tega, ker iz leta v leto povečujemo uvoz. S tem uvozniki dokazuje, izvoz povečujemo in izvozniki, tako menedžeri kot delavci v teh podjetjih dokazujejo, da smo se sposobni kosati za najboljšimi. In mislim, da je to resnično pravi odgovor. In tudi znotraj te Evrope je potrebno spostaviti mogoče več solidarnosti, več iskrenosti in sam, kot sem že dejal, mislim, da je to praktično edina možnost, ki lahko Sloveniji in pa tudi ostalim evropskim narodom v prihodnjih letih, desetletij nudi lepšo prihodnost. No, 9. maj je tudi dan zmage, ko torej sile zavezništva proslavljajo zmago nad nacizmom in fašizmom. Letos je še posebej slovesno, zato ker je 70. obletnica. No, in o prvomajski proslavi na Javorovici ste dejali, da je to ena največjih tragedij človeštva, ki je prizadela mnoge evropske narode. Tudi slovenski narod je plačal izjemno visok davek. Ali vi menite, da smo se kaj naučili iz tega, glede na to, da bi lahko rekli seveda, da v Sloveniji se še vedno po 70 letih ukvarjamo s to medvojno delitvijo? V tem nagovoru, ki sem ga imel za prvomajske praznike na Javorovici, sem nadaljeval tudi v tem stilu in jasno povedal, da bomo kot narod dozoreli, ko bomo prenehali izkrivljati zgodovinska dejstva in ko se bomo znali dostojanstveno in miru pogovoriti tudi o takšnih stvareh, da naši Slovenci že 70 leti nimajo svojega groba. To sem govoril na proslavi, kjer so bili prisotni tako partizani iz Cankarjevega bataljona, ki je tam doživel to tragedijo in vsi skupaj. In ravno to je tisto, kar mislim, da nam manjka. In to je velika razlika, ko opazuješ sedaj to evropsko idejo in pa konec konca tudi praznovanje zaključka druge svetovne vojne z te dimenzije Evrope in doma. Nemška kanclerka Angela Merkel je se poklonila v Dahovo. Willy Brandt se je poklonil Židom. In to so veličine politikov in narodov. In na konec koncev sva že govorila o tem, da sta se Adenauer, nemški kancler po vojni, Schumann in pa De Gasperi, Italijan, sedli skupaj in postavili koncept miru, sožitja, solidarnosti. In to so naredili leta 1950. Se pravi, 5 let po tistem, ko so se narodi, ki so se bojevali stoletja med sabo, so sedli predsedniki skupaj in bili dovolj modri in ugotovili, da je potrebno narediti nekaj, da je treba narode povezati med sabo, gojiti nek drug kulturni, civilizacijski nivo in na takšen način zagotoviti prihodnost. Jaz mislim, da nič drugega ni potrebno narediti, kot samo spoznati to in se zelo, kot sem že delal, dostojanstveno, spokojno pogovoriti tudi o teh temnih dneh, predvsem konca druge svetovne vojne. Jaz mislim, da so nas dogodki, ki so se odvili prav ob koncu vojne, pa še kakšen teden, mesec po koncu vojne najbolj zaznamovali, ampak od tega je, kot smo že dejali, 70 let in čas je že, da resnično damo da se dostojanstveno poslovimo od teh ljudi in hkrati ozremo v prihodnost. In če bomo iskreno to naredili danes, bomo lepše živeli jutri. No, ampak tudi danes, torej 70 let po koncu druge svetovne vojne v Evropi,
ni ravno rožnato. Ne? Poleg krize in velike brezposelnosti so tu še, bi jaz temu rekla, nekakšni novi problemi, ne, s katerimi se srečujemo, in sicer Ukrajina, pa posledično potem odnosi z Rusijo, potem ta ogromen val beguncev, ki prihajajo čez Sredozemsko morje v Evropo, in pa ne nazadnje tudi širitev Evropske unije, ne, denimo države Zahodnega Balkana delajo na tem, rade bi prišli v Evropsko unijo, ampak sama unija pa ni ravno zdaj navdušena ravno zaradi vseh teh težav, ki jih ima. Kako torej na vse tole gleda vaša politična skupina, torej Evropska ljudska stranka? Gre za ključna vprašanja, ki ste jih sedaj omenila. Evropa je naredila v začetku 21. stoletja ta velik preskok, kjer se je najprej pridružilo Evropski uniji 75 milijonov, prejšnjim 400 milijonom, in potem to je bilo leta 2004, potem še 2007 z Bolgarijo in Romunijo novih 30 in še 2013 Hrvaška. Tako da gre za povečanje iz 400 na 510 milijonov. Pridružile so se države, ki so pripadale nekim drugim sistemom, ki imajo kar marsikaj za postoriti znotraj demokratizacije, znotraj držav, tako na političnem nivoju, kakor tudi odpraviti precejšnje gospodarske zaostanke, okoljske zaostanke in podobno. Tako da ta val večanja Evropske unije najbrž zahteva nek čas, da se tudi te zadeve nekako umirijo, usedejo in da se potem lahko nadaljuje z širitvenim procesom. To, kar je bilo povedano na začetku tega 5-letnega mandata Evropskega parlamenta in komisije, je to, da ni pričakovati, da bi katerakoli od držav članic vstopila v EU v tem času, se pravi do leta 2019. Vendar to ne pomeni, da pa ves čas ne potekajo intenzivni pogovori in pa tudi odpiranje različnih poglavij za vsako državo članico posebej. Tu je Črna Gora najdlje, iza Črne Gore potem tudi Srbija. V velikih težavah notranjih se nahaja Bosna. Ravno v tem tednu smo imeli, na zadnji seji Evropskega parlamenta smo imeli poročilo o Bosni, kjer vidimo, da dokler se sami ne bodo znali nič dogovoriti, jim tudi Evropa ne more pomagati. V Makedoniji imamo probleme na relaciji Grčija-Makedonija, že zaradi simbolno, zaradi imena in pa tudi sicer, in v državi veliki problemi. Počasi se urejajo tudi razmere okrog Kosova in pa Albanije. To so te države, še teh zadnjih 30 milijonov ljudi, ki na nek način trka na ta vrata. Sam mislim, da in tudi aktivno sodelujem v tej skupini za Srbijo, kjer smo imeli že konference tako v Bruslju kot v Beogradu, kjer spremljamo ta napredek. Srbija je na dobri poti sedaj, je celo vrsto zakonodaje uskladila z evropsko že, bo potrebno to zakonodajo tudi implementirati v praksi, kar je včasih težje kot pa samo sprejeti v parlamentu. Ne, to je predvsem bolj, ko gremo na jug, včasih težje to narediti, tako da to se zelo pozorno spremlja. Res pa je, da se počasi tudi tam začnejo ti pogovori o urejanju razmer s Kosovom, potem boj proti korupciji, etnične te razlike. Tako da ta napredek je viden, rabi tudi nek svoj čas, da konec koncev tudi države, ki so bile v nekem vojnem stanju še desetletje nazaj, tudi pri sebi umirijo zadeve. Kliče pa zagotovo to po velikem, po potrebi, da pride do tega približevanja, kajti če gledamo, kako je izgledal zemljevid Evrope in kako so bile nekatere države razvite, se vidi, da smo tiste države, ki smo članice EU-ja, v tem razvojnem napredku bistveno naprej od tiste, ki so zunaj. Tako, če gledamo samo primerjavo, ne vem, med Romunijo in Srbijo leta 1989 ali pa danes. Je to, ve se, kdo je loser, če uporabim ta izraz v tem primeru. Ali pa če gledamo, kako se razvija ta Slovaška, Češka, vizavi teh držav, se pravi, in sam to vedno mer opozarjam, da večja kot bo časovna distanca, večji bo ta zaostanek in težje bo ta zaostanek tudi na nek način poloviti in dohiteti.
večji zaostanki pa pomenijo tudi slabša kvaliteta življenja in temu primerno tudi potem problemi etnični, socialni, takšni od kriminala in vse podobno. Tako da ta zgodba je večplastna in stabilnost miru na Balkanu je zagotovo to, da se te države čim prej pridružijo Evropski uniji, rabijo večjo, izdatnejšo podporo, po mojem prepričanju v začetku, kot smo nekateri drugi rabili. Konec koncev Slovenija bo šla skozi 2 polni 7-letni finančni obdobji od 2007 do 2013 in sedaj od 2013 do 2020, preden bo Srbija v Evropski uniji. V zadnjem obdobju 7-letnem 2007-2013 pa je v Sloveniji zaradi tega, ker smo člani Evropske unije, bila situacija takšna, da smo približno 3 milijarde evrov plačali v evropski proračun, enkrat toliko jih pa dobili nazaj, če združimo kohezijske sklade in kmetijski sklad. Se pravi, da smo s 3 milijardami, marsikaj postorili, predvsem pa imeli tudi usmeritev, katero smer neki razvoj države, socialni, ekonomski, okoljski vidiki razvoja podeželja in podobno. Tako da to, da država gre v smer približevanja Evrope in pa da potem kot tudi manj razvita na začetku pridobiva kot neto prejemnica teh sredstev, je usodno pomembno za razvoj teh držav. Tako da mislim, da bo Evropa konec koncev pa lažje tudi sedaj ta širitveni val prenesla, če se poigramo zopet s številkami, ko bo potrebno 500 milijonom članov dodati še tistih zadnjih 30. V studiu Radia Evropa nič 5, spoštovani poslušalci in poslušalke, nadaljujemo pogovor z našim gostom, evropskim poslancem Francem Bogovičem, ki je član politične skupine Evropske ljudske stranke. Gospod Bogovič, vseeno ostaniva še za trenutek pri širitvi Evropske unije, s čimer sva sicer zaključila prvi del pogovora. Sami ste že rekli, torej, da bo še potrebno, če se ustaviva zdajle pri Srbiji, ker ste član delegacije parlamentarnega odbora v Evropskem parlamentu, ki se torej posebej ukvarja s Srbijo, z odnosom Evropska unija-Srbija. Povejte, pripravljate pa tudi poseben dogodek, da temu tako rečem, povezan s članstvom oziroma približevanjem Srbije Evropski uniji in pripravljate ga v Ljubljani. Ne? Tako je. Veseli me, da sem uspel zvabiti prvič v Slovenijo kolega nemškega poslanca, gospoda Davida McAllistera. Gospod McAllister je poročevalec Evropskega parlamenta za Srbijo. V prejšnjem mandatu je bil to gospod Kacin, če se še spomnimo. In prihaja iz Nemčije. Je tudi bil nosilnik, prvi kandidat na listi CDU-ja. Gospod je svoj čas bil tudi deželni predsednik vlade v Nemčiji, tako da močan politik in z veseljem je sprejel to povabilo. Pridružil se nam pa tudi eminentni gostje iz Srbije, njihova ministrica, gospa Jadranka Joksimović, potem gospa Ksenija Milenković, ki je vodja pisarne za evropske integracije. Prihaja tudi kolega, ki je predsednik Združenja menedžerjev v Beogradu. Na naši strani pa bo prisoten tudi gospod Franci But, ki je bil zelo priznan veleposlanik v Srbiji, velik poznavalec te teme. Sodeluje tudi njihova ambasada, tako da bomo imeli 21. maja, sedaj o 7:30 zvečer v hotelu Slon, takšno debato na temo približevanja Srbije Evropski uniji. Kaj pravzaprav je namen tega? Ključni namen je, da v Sloveniji, državi, ki velja za prijateljsko državo s Srbijo, za državo, od katere glas tudi Srbi zelo cenijo, in tudi država, katera ima s Slovenijo, se pravi Srbija in Slovenija, odlično gospodarsko sodelovanje, da spregovorimo v našem prostoru o tem političnem kontekstu približevanja Srbije Evropske unije, hkrati pa tudi o priložnosti, ki so s tem povezane tudi za slovensko gospodarstvo. In z veseljem kot član te delegacije gostim to konferenco tu pri nas v Ljubljani. Je gospod McAllister že bil v Sloveniji? Ne, on prihaja prvič v Slovenijo, se veseli tega obiska. Zelo zanimiv gospod, po očetu Škot, mama Nemka,
konec koncev povezan s tem, ker so se govorila, ker je bil njegov oče vojak v okviru NATO v Nemčiji in sedaj zelo uspešen nemški politik. Bom rekla, bo ta obisk tudi kaj dobro del Sloveniji? Zagotovo govorimo o Nemčiji, ki je naša prva strateška partnerica in te odnose smo dolžni negovati in graditi vsak na svojem področju, kjer imamo te možnosti. In ko se enkrat v Evropskem parlamentu, imaš veliko teh priložnosti, možnosti in sam si jemljem to tudi kot dolžnosti na nek način poslanstvo, da takšne ljudi, ki bodo zagotovo še dlje časa na političnem prostoru, tudi pripeljemo v Slovenijo, kajti iz izkušenj lahko mirno rečem, da kdorkoli je prišel v Slovenijo, je bil vedno pozitivno presenečen in nam je pravzaprav zavidal, v kako lepi državi živimo. To bo torej nedvomno zelo pomemben in zanimiv obisk, ne? Zelo zanimiv obisk, ki ga tudi zaključimo potem še zunaj Ljubljane, tako da bo 2 dni v Sloveniji. Med drugim bo tudi si ogledal galerijo Božidar Jakac v Kostanjevici, se pravi tudi na našem podeželju, čudovit kulturni objekt. Mimogrede ga bomo pa povabili tudi v vinsko klet, tako da ve, z katere države prihajamo. No, zdaj pa greva na drugo področje in sicer o povečevanju revščine je seveda še bolj pomembno vprašanje hrane. Pravica do hrane je univerzalna pravica. To je vaša izjava. Kaj ste pravzaprav hoteli z njo povedati? Povezano je z razstavo Expo, ki je sedaj odprta od 1. maja in bo tega pol leta se odvijala v Milanu. Osnovni moto in rdeča nit letošnjega Expa je, kako prehraniti človeštvo. In tu v tem kontekstu tudi ta izjava o tej univerzalni pravici. Pri hrani vedno govorimo o tej prehranski varnosti, ki jo smatramo v 2 kontekstih. Na eni strani, da iz zdravstvenega vidika pridelujemo zdravo hrano, se pravi, da je tehnologija pridelave in pa samo okolje takšno, da lahko pridelaš hrano, ki je zdrava za organizem, se pravi zdravstvenega vidika. Drugi del te prehranske varnosti pa je, da je tudi cena hrane takšna, da je dostopna ljudem širom po svetu. In danes imamo cela vrsta območij na svetu, ki so gospodarsko zelo težki situaciji, kjer enostavno tej pravici ni zadoščeno in ljudje enostavno nimajo dovolj sredstev za hrano, doma je ne predelajo, hrana je pa marsikdaj tudi predraga za te revni del sveta. In v tem kontekstu je v bistvu tudi ta cela razstava in pa tudi resolucija, ki je bila sprejeta v Evropskem parlamentu in govorimo v tej smeri, kako tudi prehraniti svet tudi, leta 2030, 2050, ko bodo te številke populacije ljudi rasle, na 8, 9 milijard. No, v povezavi s tem, torej s hrano, pripravljate pa tudi študijski obisk v Bruslju, ne? Tako je, v Evropskem parlamentu sem član 2 odborov, odbora za regionalni razvoj in odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. In del tega poslanstva, ki ga upravljamo evropski poslanci, je tudi izmenjava dobrih praks. In Belgija je znana po tem, da ima zelo dobro organizirano kmetijstvo na področju sadjarstva in zelenjadarstva v tako imenovanih organizacijah proizvajalcev. Gre za obliko, ki jo podpira in sofinancira tudi evropska kmetijska politika. Ravno v tem času sprejemamo tudi poročilo v Evropskem parlamentu o napredku teh organizacij proizvajalcev. Gre za to, da je v Evropi v zadnjih 5 letih v državah članicah se procent sadja in zelenjave, ki je pridelan in prodan preko te organizacijske oblike, organizacij proizvajalcev, narastel iz 31 na 47%, se pravi skoraj polovica evropskega sadja in zelenjave se pridela v organizacije proizvajalcev, bi rekel, ene moderne zadruge, da zelo prevedem v naš jezik. No, tako je. In mi gremo ta skupina gre v ponedeljek, sedaj tak je pred nami,
na ugled največje takšne organizacije v Belgiji, kjer imajo letno 350 milijonov evrov prometa, se pravi milijon evrov na vsak dan, in kjer so povezani te sadjarji, in tu lahko vidimo, kaj pomeni, če so tako povezani nekaj desetletij in na takšen način na najbolje kmetje odgovarjajo na probleme na trgu, konkurenca s trgovino, kjer si trgovina koncentrira in poskuša prevladujoč položaj nabrati na trgu. Po drugi strani je to tudi možnost, da se nove tehnologije uvajajo, da se znanje sledi, da se promocija lažje izvede, in znotraj kmetijske politike, kot sem že dejal, je poseben fond, s katerega se tudi takšne organizacije podpira. Nadaljujemo ogled tudi potem še z mlajšo, pred 5 leti ustanovljeno organizacijo proizvajalcev, kjer so se združili pridelovalci korenčka in na takšen način razvijajo sedaj svojo proizvodnjo. Vmes pa si ogledamo tudi sodoben raziskovalni namakalni center, kjer proučujejo nove tehnologije na področju namakanja, ki je za ti dve panoge predpogoj za tudi ekonomiko poslovanja in za kvalitetno sodelovanje. Naslednji dan, v torek, pa v Evropskem parlamentu organiziram konferenco, na kateri bodo prisotni predstavniki Evropske komisije, poročevalec tega poročila gospod Melo, to je portugalski kolega, ki je zadolžen za to poročilo, potem predstavniki flamske vlade, z nami so predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, ki bodo tudi predstavili situacijo v Sloveniji, prav tako pa predstavnik Eurosada, stanje sadjarstva v Sloveniji, predstavnik kmetijske zadruge Krka Novo mesto, pa področje zelenjadarstva v Sloveniji. Udeleženci so zelo pestri, jaz sem jih nagovoril v enem dopisu, da so tisti, od katerih je usodno odvisno, kako bo leta 2020 izgledalo slovensko zelenjadarstvo in sadjarstvo, se pravi ključni pridelovalci, tako podjetij kot zadrug. Na eni strani potem predstavniki Zadružne zveze, Kmetijsko-gozdarske zbornice, predstavnice so 3 iz ministrstva, gospe. Prav tako pokrijemo tudi medijsko, da bomo o dogodku potem lahko poročali v Sloveniji, in prepričan sem, da bo moč po tem sestanku vzpostaviti eno trajno sodelovanje teh ljudi, in sam sem v enem nagovoru oziroma brošuri, ki smo jo ob tem tudi pripravili, postavil zelo jasen cilj, da želim, da v 2 letih v Sloveniji ustanovimo 3 organizacije proizvajalcev na področju zelenjadarstva, 2 na področju sadjarstva, da vse teh 5 povežemo v medpanožno združenje organizacij proizvajalcev in tako ponudimo slovensko sadje. Zelenjavo ga organiziramo, dvignemo nivo samooskrbe, na drugi strani pa tudi uredimo tržni položaj za pridelovalce, za kmete. Drug cilj, ki pa je tu, je pa, da za ti 2 panoge do konca tega 7-letnega obdobja 2014-2020 postavimo 1500 hektarov novih namakalnih sistemov na področju zelenjadarstva in sadjarstva. Mislim, da je to vse izvedljivo, in tu prihajamo sedaj nazaj na prvo vprašanje, kaj nam manjka. To, kar vemo, kaj je potrebno narediti, moramo izpeljati in videti takšno prakso, izmenjati, videti potem pa operativne skupine, ki bodo to tudi izvedle. Tako da sem prepozabil omeniti, so predstavniki tudi inštitucij znanja, tako da dr. Marina Pintar iz Biotehnične fakultete, prva strokovna eminenca na področju namakanja v Sloveniji, potem tudi gospa Bavčova iz Mariborske fakultete, ki se ukvarja predvsem z ekološkim kmetijstvom, na drugi strani pa tudi predstavniki srednje šole iz Grma, ki povezujejo srednje šolce in jih tam tudi poskušajo vpeljati v en sistem, podoben zadružnemu sistemu, kjer bi to zavedanje potrebe po organiziranosti že naučili naše mlade. Tako da mislim, da imamo res to kritično maso zbrano in se prav veselim tega dogodka. Spoštovani poslušalci in poslušalke, kot rečeno, zaključujemo pogovor z našim tokratnim gostom, evropskim poslancem iz Slovenije, Francem Bogovičem, poslancem Evropske ljudske stranke. Morda v tem zadnjem delu, gospod Bogovič, velikokrat slišimo tudi o strategiji za jadransko-jonsko regijo. Verjamem, da marsikdo sicer to sliši, ampak si pa čisto dobro ne predstavlja, kaj pravzaprav to je. Kaj to pravzaprav je? V Evropi je iniciativa, da se poleg držav in pa regij, na katere so države po večini razdeljene, mi imamo tudi to delitev, da vzpostavijo sodelovanje tudi v tako imenovanih makroregijah.
In prvi takšen primer je bila Baltska makroregija, kjer so si zadali cilj, kako izboljšati kvaliteto v Baltskem morju. Druga močna in pa tudi izpostaviti sodelovanje. Druga taka močna strategija je Podonovska, ki povezuje države, ki so povezane v Podonavju. Tretja je ta Jadransko-jonska, v kateri je vzhodni del Italije, Sicilija in potem od članic držav, ki smo v Evropski uniji, še Slovenija, Hrvaška in Grčija. Poleg teh pa še Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora in pa Albanija. In te države imajo sedaj zapisano skupno strategijo, ki jo je pripravila Evropska komisija na priporočilo Evropskega sveta, se pravi držav članic, in tu so na nek način identificirane tiste točke, na katerih bi naj te države najbolj sodelovali in kjer so možnosti za postavitev in zagon preko mejnih projektov. Prvo to področje je gospodarski razvoj, s katerim je povezano tudi samo to Jadransko morje, Jadransko-jonsko morje, znotraj tega trajnostni turizem, potem tudi področje transporta, kjer vemo, da je v severno-jadranskih pristaniščih Reka, Koper, Trst, ta pot iz Daljnega vzhoda skrajšana za 3000 km za srednjo Evropo in je to ena od teh večjih priložnosti. Po drugi strani je področje energetike, tisto, ki povezuje ta bazen. Oskrba s plinom je ena izmed tistih, ki je tudi ključno vprašanje. Potem v nadaljevanju tudi projekti, ki bi ta pristanišča, ki sem jih prej omenil, odprla v svet, se pravi predvsem železniški projekti. V nadaljevanju pa cel kolos okoljskih tem, od tega, da je nujno, da države zunaj Evropske unije čim prej okoljska področja izboljšajo. Ne vem, imamo velik smeti, ki prihajajo iz Albanije vse do Korčule in so onesnažujejo Jadransko morje, do odpadnih voda, ki se stekajo v Jadransko morje, bodisi od komunalnih odplak, bodisi od prekomernega kmetijstva, predvsem iz Padske nižine, kjer prihaja tudi do tega onesnaženja. Naprej so to teme, ki so vezane na klimatske spremembe in posledično, ne vem, skupne akcije v boju proti požarom, ki se poleti pojavljajo, usklajena politika, usklajena varnostna politika, ne vem, v primeru potresov, ki so tudi znani za ta področja, zelo aktualna migracijska politika, ki se vedno mer pojavlja. Ponovno se na okoljskem področju odpira vprašanje črpanja nafte, plina na hrvaški strani Jadranskega morja. Tako da to so te ključne teme, okoli katerih bi naj v okviru te jadransko-jonske pobude, strategije, te države spostavile ta višji nivo sodelovanja in za kar nekaj od teh projektov lahko pridobile skupno financiranje iz evropskih fondov, iz sicer obstoječih fondov. Ta strategija in ta regija s tem ne pridobiva novih sredstev, pridobiva pa to, da se enostavno začne med sabo pogovarjati, da države, ki so zunaj Evropske unije, sprejemajo neke evropske standarde in kot sem dejal tudi, da se ta del Evrope tudi na takšen način bolj evropeizira, kot bi se sicer. Vemo, da so tu tudi države, ki so v preteklosti bile v medsebojnih vojnah in podobno, in zato je vsaka takšna pobuda na nek način dobrodošla, kot je bila pobuda leta 1950, da so začeli v Evropi sodelovati med sabo. No, začela sva z Dnevom Evrope, ki ga torej praznujemo 9. maja, pa še končajva z Dnevom Evrope. Kaj bi ob tem dnevu sporočili našim poslušalcem in poslušalkam? Veliki očetje Evrope, ki sem jih prej omenil, so Evropsko unijo zasnovali zato, da bi Evropejci živeli v miru, blagostanju, da bi bila med narodi solidarnost in da si zagotovimo lepšo prihodnost. Poslušajmo te velike može in se vsak dan obnašajmo tako in bodimo veseli, da smo del Evropske unije. Gospod Bogovič, hvala lepa za obisk v našem studiu in seveda lepo pozdravljeni do naslednjič, ko se spet srečamo. Hvala in čestitke v prazniku.